Torej, kaj vam pomeni, da ste danes tukaj med 7 zmagovalci v bistvu lokalnih projekta Ljudje odprtih rok? Pravzaprav sem presenečen. Čeprav sem potem odziv na to razpis, ki je bil, jaz sem namreč bil predstavnik našega časa in v tem izboru je glasovalo kar precej ljudi zame, namreč jaz se veliko ukvarjam z prostovoljskim delom, to je planinstvo, predvsem v predšolskimi otroci, z šolskimi otroci in upokojenci, ker namreč sem zdaj že 12 let v pokoju in se s temi kar intenzivno ukvarjam. Sem pa drugače tudi registriran, licenciran planinski vodnik in to delam prostovoljno že 30 ali pa že moče celo 40 let, 80 letih, ja, skoraj 40 let. In jaz sem ponosen na to, ko se srečamo v mestu, pa med tisti mali otroci, 5, 6, 7 let stari, pa priletijo meni, pa oni me poznajo vsi pod Planinec Franc. In priletijo k meni, pa se pogovarjamo, tudi ko so na sprehodu, ko grem mimo vrtcev, mi mahajo, se pogovarjamo in velikokrat me vzgojiteljice pokličejo. A imate mogoče jutri, pojutrišnjem, lepo vreme, imate čas, bi šli malo z nami, pa se potem pogovarjamo planinske zgodbe, pa cel kup takih zadev. Če še pa nadaljujem, jaz se namreč tudi s fotografijo dosti ukvarjam in predvsem naravoslovno fotografijo. Slikam živali, slikam hribe in potem te živali, jaz hodim v vrtce, pa v šole, predvsem v zimskem času in te slike se gledamo in se pogovarjamo z otroci. In mislim, da se kar veliko generacij otrok že naučilo spoznavali teh živali oziroma so jih spoznali veliko na osnovi mojih fotografij. Kdaj je večje veselje, ko pelete otroke samo malo na izlet po Velenju ali ko pridete na vrh enega večjega hriba? Pravzaprav mi je všeč celotna pot, ker se skozi pogovarjamo. Mislim, z otroci delati je zame res veselje. Otroci niso krivični, oni odreagirajo pristno, povejo, kar jim ni všeč, kar jim je všeč, pohvalijo, res pa pokažejo, kadar so zadovoljni. Tudi ko gremo na razen, ko gre oni potem na kosilo v vrtec, je cela gruča okrog mene, se me držijo za roke, pa pravijo, pojdi z nami na kosilo, pa ti bomo poslo zrihtali, pa boš lahko z nami spal tam v vrtcu. In tu je mislim, veselje pa tako zadovoljstvo, da se to zaradi česa, jaz se s tem pravzaprav ukvarjam. Vi v bistvu vzgajate mlade odgovorne planince. Res je. Ker jaz sem tudi drugačen naravovarstvenik, tudi licenciran naravovarstvenik in se otrocih veliko rožice pogovarjam. Jaz nosim tudi kakšne vodnike, knjigice zraven in se potem usedemo kje, pa kako rožico najdemo in jo poiščemo v knjigi. Pa če jo ne najdemo, pa jaz rečem, bomo do drugo knjigo prinesel, pa bomo v drugi knjigi poiskali, ker imam teh vodnikov kar nekaj. In zmeri so otroci zadovoljni. Gobe, recimo v jesenskem času, iščemo gobe, drevesa, vse to se z otroci pogovarjamo, dogovarjamo, iščemo, tudi karte, planinske karte, damo na mizo oziroma na tla, pa jih gledamo, pa iščemo, katero smer moramo iti. To je tiste zadovoljstvo, recimo. Imate pa še eno drugo strast, renesančni ples. Ja, to pa je zdaj, jaz sem član turistično društvo Šalek je to. Sem član že, društvo obstoja letos 25 let in jaz sem član že, mislim, 16 ali pa 17 let. In 2017, to je pred 7 leti, sem bil med ustanovitelji plesne skupine renesančnih plesov, Šaleška gospoda se imenujemo, zato ker je pač na Šaleškem gradu živela gospoda in smo mi prevzeli ime od njih. Šaleški grad je namreč zgorel enkrat, ko so imeli bal in je strela udarila v grad in ker je bilo leseno streše, je zgorelo. In je bilo vso gradivo, literatura, mislim, oziroma gradiva, ki so bila v tem gradu, je vse zgorelo takrat. In mi poskušamo to tradicijo, njihovo plesno tradicijo, kulturno tradicijo, oblačilno tradicijo, malo poskušamo posnemati, imamo tudi nekaj zgodovinarjev, ki nam pomagajo na tem področju in mislim, da smo kar uspešni. Vabila dobivamo kar iz precejšnjega dela Slovenije, recimo najbolj ponosni smo zdaj, pred 2 tednama smo bili na Blejskem gradu, ko so bili teden renesančnih plesov in Bled je pač najbolj obiskan v tem času. Turistov imajo ogromno.
in vsi se hočejo slikati z nami, obleke imamo pa res take lepe. No? Zdaj vse kandidate v bistvu izzovem, za koga bi vi obkrožili glasovnico med sedmih? Jaz bi kar za vse dal. Ne bi se mogel odločiti, za enega smo gledali, z ženo sva gledala doma, pa sva se pogovarjala, namreč vsi si to zaslužijo. Pa ne samo tisti, ki smo tukaj. Jaz mislim, da še jih je zunaj ogromno teh ljudi, ki se razdajajo, ki pomagajo tudi z mano. Jaz nisem zmeraj sam. Jaz imam zmeraj s koga še zraven, ko hodijo ljudje, upokojenci, pač niso recimo registrirani vodniki, niso plesalci, ampak grejo z nami, pomagajo, včasih zastave nosijo, recimo ko gremo na plese, ko gremo v hribe, se grejo z otroci pogovarjajo, tudi zgodbe poznajo iz hribov in to otroke motivira. Pozabijo, da hodijo 3 ure, tisti mali, ko mamica pravi, ubili jih bote. Je nam že par staršev reklo, otroci ne zdržijo 3 ure hoje. Pri nas nobenih težav še nismo imeli, nikoli. Pa še zaplešemo vmes zdaj na kakem travniku, kako pravljica se prebere iz knjige, malco imajo s sabo zmeraj, tekočine imajo zadost, to je ena zadeva. Drugače pa jaz to isto zgodbo prenašam tudi na upokojence, ker sem sam zdaj med njimi. Jaz sem bil na premogovniku Rudnik Velenje zaposlen in sem tam tudi v pokoj dočakal. In zdaj imamo tam eno skupino, ko nas hodi od 300 do 400 skoraj vsak mesec, tukaj pohodnikov, ampak imamo en avtobus, včasih tudi 2 in gremo vsak mesec najmanj na en pohod. Tako da imamo, da sem tudi tam kar precej angažiran in tudi te ljudje, te upokojenci, ko so se upokojili, je bilo veliko takih, ko niso nikamor hodili, niso nič hodili. Zdaj smo jih zanimirali, komaj čakajo, da pride razpis ven, pa letni plan tako imamo, kam gremo, ampak po kateri poti bomo šli, kakva pot bo, koliko časa bomo hodili, a bomo imeli malco na koči, to jih vse zanima in to kličejo že prednje razpise zunaj. Tako da je tudi to ena moja take večje zadovoljstvo. Moram se še pa pohvaliti, čeprav jaz to ni moja navada, ker sem že prej povedal, da jaz sem tudi amaterski snemalec z fotoaparatom, pa tudi s kamero. Namreč turistično društvo Šalek je pred korono, pa še pol v času korone smo snemali 13 kmetij, domačij, ki so v naši soseski, z temi starejšimi občani oziroma domačini na teh kmetijah. In so nam intervjuje smo delali z njimi. In oni so nam svoje zgodbe, življenjske zgodbe povedali, kako je bilo včasih življenje na teh kmetijah, kako so prišli oni tam, kako so se imeli, svoje stare slike so prinesli, smo jim skenirali in smo naredili 13 filmčkov, ki smo jih potem v Velenju v knjižnici pa na nekaj 3 straneh že prikazovali in so ti ljudje tako hvaležni, ker imajo zdaj tudi vnuki, pa njihovi nasledniki imajo gradivo, ki se bi sicer drugače pozabili. Ker oni zapisali tega niso, povedali so pa pristno, res bili smo večkrat pri kakemu, se še spomnil, pa je poklical, je rekel, lahko prijete k meni jutra še, je rekel, jaz sem se še nekaj stvari spomnil, kako smo včasih delali, kako smo kosili, pa kaj takega. Pa smo šli in smo to potem filme skupaj sestavili. Se pravi, 13 filmov smo naredili takih od 20 minut pa tudi do 1 ure. Tako da sem jaz kar ponosen tudi na to.